Običajne tekoče kristale vsi poznamo, jih srečujemo v zaslonih, televiziji pa mobilnih telefonov. Ti tekoči kristali so občutljivi na električna polja, na magnetna polja pa ne, in magnetni tekoči kristal je pa občutljiv tudi na magnetna polja. Ta tekoči kristal, se pravi, da z delci, magnetnimi delci vplivamo na magnetne lastnosti tekočega kristala, poznamo. Ideja je stara že več kot 40 let, to sta François Brochard in Nobelov nagrajenec Lejeune predlagala leta 70. No, in od takrat eksperimentalno take snovi niso uspeli realizirati, no, mi smo imeli pa to srečo, da smo imeli ravno prave magnetne delce, da smo uspeli pripraviti stabilno, na magnetno polje močno občutljivo tekoče kristalno suspenzijo. Običajne tekoče kristale uporabljamo zato, da vplivamo na to, ali gre svetloba skozi njih ali ne, se pravi nek piksel na zaslonu. No, in na to, da gre svetloba skozi ali ne, vplivamo z električnim poljem. No, ti naši tekoči kristali so pa občutljivi tudi na magnetna polja in zdaj lahko na to prepustnost vplivamo tudi z magnetnim poljem. To se pravi, močan magnetno-optični pojavi imajo. Ključna je bila pa ta oblika delcev. Teh ploščatih delcev ni bilo, ti so uspeli sintetizirati naši kolegi kemiki tu na inštitutu. Omenila sem Nobelovca Lejeuna. No, v 70. letih, to je bila zlata doba tekočih kristalov, se je mnogo raziskovalcev ukvarjalo s tekočimi kristali in so raziskovali te osnovne lastnosti tekočih kristalov. In jaz verjamem, da če bi tiste raziskovalce takrat vprašali, kakšna je uporabnost teh tekočih kristalov, vam ne bi odgovorili, ja, veste, čez 20, 30, 40 let boste imeli pa namesto televizije na katodne cevi vsi televizije na tekoče kristale. To je težko. Radovednost, entuziazem za raziskave pri mladih je. Tako da v resnici so finančne sredstva tista, ki to omogočajo, da lahko izpolnjujejo mladi to svojo željo po raziskavah. Ker na najslabšem položaju so mladi doktorji, to so ravno v tistih letih, ko je čas za družino, ko rabijo socialno varnost, no, in v znanosti je zelo težko, da imajo v tem obdobju zagotovljen recimo službo za 5 let, to je vedno to vprašanje, ali projekt bo ali ne bo, ali služba bo ali ne bo.